sredini meseca maja, nahajamo se na vrtu Obilja, kjer pa ni samo vrt, je še sadovnjak, pa ribnik, nasad kostanjev in teče že 3. leto, kar smo tu na tej kmetiji. In začeli smo iz nule. Veliko je treba vzpostaviti na novo, imeli smo zelo veliko možnosti in ustvarjalnosti. In si bomo zdaj pogledali, kako ta kmetija, predvsem pa zelenjavni vrt funkcionira, dela, kak je ta sistem brez prekopavanja v praksi, kaj zdaj že jemo, česa smo se že naveličali jesti, kaj bomo kmalu sadili, kaj bo kmalu že spet za pridelki, kaj bo kmalu prvi pridelki, tako da veliko nas čaka in kar gremo skočiti na sam vrt. Zelišča na vrtu Obilja smo midva pozicionirala čist ob rob vrta, ob ograjo. S tem namenom, da ko kuhaš, včasih na hitro rabiš kako zelišče in na tak način niti ne rabiš stopiti na vrt, ampak lahko iz zunanje strani zelišča nabereš. Tle imamo hudolisni peteršilj, majaron, luštrek, rožmarin, potem imamo še tule meliso za osvežilne napitke. Pa prostor so dobile tudi rožice že tlele. Tele ranunkole so mene zelo presenetile, ker so bili gomoljčki taki zelo drobni, pa suhi, ko sem jih sadila, ampak tale lega, sonce, kompostna zastirka jim očitno zelo odgovarja. Letošnje leto, ko se pogovarjamo z vrtnarji, veliko slišimo, ja pa vse je ful prej. In res je tisto marec, pa začetek aprila, spodbudil hitro rast in nekje 2 tedna prej je vse, tudi ne vem, jagode 2 tedna prej, špavi so bili 2 tedna prej in tudi korenje, ko ga vidimo tele pred mano, je nekje 2 tedna prej. Če bi ga zdaj utrgal ven, bi takoj videli, da je že res lep korenček, pa smo v sredini maja in takega že nabiramo, zato da rečemo rastline, ker vidimo, da je zelo gosto zasajeno in tisti, ki ostanejo, imajo več prostora, da se pol lepo razvijajo naprej. Bobek je pa ušiv kot če nikoli. Redko ga imamo tukaj ušivga, ampak pač čisti treba pol tiste stroke, ko jih nabiramo. Vse se da še ponuditi, nič ni zdaj izgubljenega v tem primeru. Bi pa zaradi se sam dotaknil samih uši. Poanta je ta, da ko imamo hitro spomladansko rast, tudi pri sadnem drevju recimo, in je mehko tkivo gor pri vrhu, ga uši zelo luštno piknejo noter in začnejo piti sok. Ker je tkivo mehko, ja. In uši pa naselijo mravlje, ki potem ušem dobesedno ližejo ritko, ker iz njih teče mana. Sladka tekočina. Tako da uši pa mravlje nekako pride z roko v roki. Težko se je zdaj nekako zoprstaviti, res, da nekaj testiramo eno zadevo, ampak malo prehitro še govoriti o tem, moramo prvo tudi videti same rezultate, kako se bo obneslo. Solato, lahko vidite, je pa pokrita z protiinsektno mrežo. Sem je fora, je to kak nov trik za boljši, daljši pridelek. Ni. To je čist mehanska zaščita, da na to gredo okrog solate ne pridejo mačke. Letos čist zaradi situacije, ker jaz nisem prebolela toksoplazmoze, ki je v nosečnosti lahko mal problem. Solato jemo surovo, ne prekuhamo in smo na tak način gredo zaščitila, da ne bi slučajno bil kak potencial, da bi do tega prišlo. Da muce ne hodijo kakat gor, ne? Ja. To je treba zaščititi. Pastinak v tej dvigani gredi nama ni dobro kalil. Še enkrat bo treba sejati. Bomo tudi korenino peteršiljo sejala, ker se ga seje malo kasneje. Pastinak bo pa verjetno malo manjši tega, ki ga bomo dosejala zdaj. Jaz mislim, kaljivost je pa v redu, ampak pol nekako so pa kar zginili so. Tako da bomo ta problem še naslovili malo kasneje. Greda, ki je pa pokrita tule s kopreno vrtno, ki zadržuje tudi toploto, je pa čebula. Čebulna muha je v naših koncih prisotna in treba pa zaščititi. In takole, ko vidimo, da je kar tako povešena sama čebula, nič hudega, ko mi to kopreno dali stran, v roku par dni, mogoče že pred kakim močnim dežjem, bo se ona lepo poravnala sama, ne? Tako, in pa tudi v večini je ta čebula namenjena tudi kasneje skladiščenju, tako da sama rečemo nek izgled zelenega dela kot mlade čebule, niti ni v prvi vrsti. In tako je ti Robi rekel, res, ko se odkrije, se pol tudi poravna
in nič ne vpliva na njeno rast ali pa kvaliteto to pokrivanje. Kapusnice, nekaj je bilo na začetku treba še malo dosajevati posameznih sadik. Mi da si vedno naredimo viška sadike, če slučajno katera sadika se ne ukorenini ali pa propade, dosadimo. Tako da se malo tudi po velikosti vidi, katere so že bolj razvite, nekatere malo manjše. Imamo pa tu en tak miks nadzemne kolerabice in pa zgodnjega špic zelja. V zgornjem delu grede imamo pa še peteršilj, blitvo pa koromač. In še nekaj viška sadik, ki nam je pa čisto na koncu viška ostali, smo še podala noter, da zapolnimo to pisano gredo samo. Špinačka so bile pa tule 2 grede, že 3 pobiranja. Tlele vidimo lepo primerjavo, kako izgleda idealna velikost za pobiranje. Tole še mičken, ko je ostal, pa potem, ko je poborana. Tako sami zelo bogo izgleda zdaj, ker takoj po pobiranju, ampak iz korenin in ker srčike nismo odrezali stran, ker je ostala živa, bodo zrastli listi še naprej. Ko pa bodo začeli se delati cvetovi, to je pa zdaj kmalu proti koncu maja, gre pa v celoti rastlina stran. In na to mesto bo prišel sladki krompir, tako da imamo še čas 2 tedna, da bo še eno pobiranje iz te špinače. No? To pomeni, da mi smo tu pobrala že 3-krat. In to je ta izkoristek, predno pride neka toploljubna zelenjava, ki jo sadimo v sredini ali pa konec maja na naše mesto, da že izkoristimo in smo, tako smo rekla, že 3 pridelke, 3-kratni pridelek. Desno je tudi bila špinačka, to smo pa že z nihajno motiko kar opleli stran, odrezali stran. Zelo enostavno, hitro, cek, porežeš in potem te ostanke rastlin damo na kompostni kup. Imamo pa lepo opleto in pripravljena tla za konkretno bučke in pa jajčice, ki jih bodo prišli na tole gredo. Zimski por, ki smo ga na tej gredi še pustila z namenom semenenja, je zdaj že v fazi, ko je pokazal, razvil nastavek cveta, ni se pa še odprl. Se pravi, še vedno ga pustimo pri miru, nič se z njem v tej fazi ne ukvarjamo, nič pač režemo, odstranjujemo karkoli, ampak čakamo, da bo zacvetel in razvil seme. Na gredi je glavni krompir, niso še krompirčke noter, malo sem seveda pobrskal, če bi že kaj bilo. Krompir je bil dosti zgodaj posen, že v začetku aprila, ampak je fasal zmrzali, tam okoli 20. aprila je bilo. Eno jutro je bilo in listi so pač počrneli, odpadli. Pa krompir je ta najbolj na meji rastlina, ko tudi če jo mraz dobi, se bo ona še obnovila. Ni, da bo zdaj cela rastlina propadla. Tudi če bi cela odmrznila, bi od korenine, gomolja, bilo še zmeraj dovolj energije, da bi pognal potem spet v rast. Tako da krompirček bo super, imaš treba počakati, imaš še kakšna 2 tedna po prvi mladek. So pa tam dol še koleraba, ki cveti, torej to sodi v družino križnic. In te križnice so, da jih naenkrat semeni vse na vrtu, da se ti skriža. In ker še semeni rstični ohrovt, brokoli, kolerabico in jaz mislim, da je praktično nemogoče vse te naenkrat, da bi bil 100%, da se eno drugo ne vpraši. Ko govorimo o vrtu, o vrtnem okolju, kjer imamo še vedno na taki kratki razdalji tako različne vrste zelenjave. In če bi šel v semenjanje zdaj naprej, samo eno, se odločimo recimo za brokoli letos, se odločimo za kolerabo, da semenimo in potem vsako leto eno semenimo, ne pa tako vse naenkrat, ko smo se mogoče letos lotila. Še ena zasaditev kapusnic, tudi tukaj vidimo v zelo različnih stadijih, tudi tu je prišlo do tega, da sva mogla dosajevati sadike. To je tisti nek višek, ki si ga kot vrtnarji sami naredimo, ko sami vzgajamo sadike, imamo vedno to v mislih, mogoče bomo rabili neke rezerve. Tukaj sta cvetača pa brokoli, ni tako uspešno, no, smo vsaj mislili, da bo treba manj sadik, ampak tlele je letos malo več izziva. Zaradi česa je izziv bramor, je pač poje sadike predvsem, ampak nič hudega, že to je dobro, ker bramor v teh visok dvigani gredi, ki je malo za
13 cm visoko dvignjeno tal, pač ne more noter, ker spodaj mreže. Ampak še zmeraj, če kdo pride noter, nam dela malo škode. Ampak to je čisto ok in nič ni popolno. Še zmeraj mi doflancujemo. In tudi dofilala smo gredo tega fižola, ki je bil direktno sjan. Smo tudi imeli sadikce pripravljene in jih pol posadiš noter. Ne bo to neki izziv vam za v bodoče, da vse, kar sejete, vse, kar tako imate, imejte malo več in pol posadiš noter, da zapolniš celo gredo. Konkretno pri nizkem fižolu, se pravi, takrat, ko smo posejala direktno na gredo, smo še posejala par semen za sadike, da imamo pač istočasno nekje na enaki stopnji potem tudi te sadikce, ki jih dosadimo na samo gredo. Ker recimo vrtnarji imamo ta čas, imamo to željo, da ta naš vrt zafilamo do konca, imamo tudi polni izgled same grede. Če bi pa to bilo, ne vem, profesionalna neka kmetija, tisti oni ne bojo šli vmes flancati, ker jim je preveč škoda energije pa časa in pol finančno se jim ne zide. Ampak vrtnarji pa mislim, da imamo ta privilegij, da lahko flikamo same prazne prostorčke. Gotovilček je pa že odcvetel, zdaj pa tvori semena, tako da tega semena bo res velik, ta se seveda ne križa z kolerabo, brokolijem, brstičnim ohrotim in se samostojno, to pomeni med sabo semeni. In je fina reč tole opazovati, kako se razvija. Pri česnu je edino delo skrb za samo gredo, z nihajno motiko med vrstami česna lepo to okopljajo na vsake 14 dni recimo. Imamo pa na tej gredi poleg rečemo klasičnega česna še en poseben česen, tak ogromen, orjaški, ker se mu kar malo tako poljudno lahko reče slonji česen. Pri tem smo pa opazili, da je zdaj že naredil peske, to so cvetni stebli, hoče zacveteti. S tem ni nič narobe, mi zdaj te peske odlomimo, lahko jih tudi pojemo, so čisto žitni in v sam koreninski del bo česen lepo naprej pošiljal energijo in se razvijal. Se pravi, nič ni za samo rastlino s tem narobe ali pa da bi se njena rastna faza končala. Pokrit pa je še česen z insektno mrežo, čisto zato, ker še vedno muha, česnova in tudi čebulna letijo okrog in do konca maja pokrit, potem pa damo v polnosti to mrežo stran. Ker se vidi tle priporo, ne? Ker pripor, ki pa ni bil pokrit, koliko jih manjka. Zato je pač kriva muha. Vidimo tako, ko tako malo zvito začne pa rasti tudi pri tem poru in onem, ki je bil malo prej že presajen kot sadike. Sadikce bomo še dokupila tega poletnega pora, dofilala noter, ker svojih nimamo. Več, ja. In to je pač spet isto, da polnimo samo gredo. Zraven pora je pa še enkrat posajen nizki fižol. Prej je kot visoki fižol in smo se letos odločili, da bomo kar 2 gredi nizkega fižola. Enega rumenega, enega pa zelenega. Grah je že tako velik, da je že nujno rabo in že ima nekaj časa oporo. Oporo na vrtu obilja pri grahu uporabljamo z vodoravno postavljenimi mrežami v 3 ali pa mogoče 4 nivojih. To opazujemo pol, kako visoko raste grah in mu po potrebi dodajava. Res se pozna takoj, ko vitice dobijo oporo, ko čutijo to oporo, se še bolj hitro požene v samo rast. Zdaj tik pred začetkom cvetenja, nekaj cvetkov je že. Vidimo, da ni čist polna greda, to smo že imeli pri prejšnjem sprehodu. Kaljivost ni bila idealna, ampak grah bo zapolnil ta del. Tako, ki je zdaj se začel prijemati, bo zapolnil ves ta prostor. Greda tule je bila tudi za špinačo, mi smo že posadila gomolno zeleno in pa posijala sojo. Sojo za uživanje mladih zrn, tako po japonski tisti kulinariki, edame. Fižol oni rečejo, ne? Ja, ampak je biti resnici soja. Tako da je tudi ta sorta. Tako da treba male stroke pobrati, jih pol skuhati, pa malo posoliti in se tisto lepo lušči in sproti one fižolčke male, ko zgleda kot volčji bob, pač poje. Tako da je bolj kulinarično, ni zažetev, ne bomo delala zdaj to fuja ali pa nekaj iz tega, ne. To je zelo malo. Ja, pa še ena greda krompirja, tudi še ena tale naša križnica, to je brstični ohrovt, ki je že zelo cvetel in vidimo, kot take fižolčke so taki strokovci in noter pol tista črna semena značilna za križnice se razvijajo. Niso pa še zdaj popolno razvite, svoje tako kot recimo pri tem fižolu, če ga za suho zrnje gojimo, moramo počakati, da se ta strok osuši, porjavi,
s tem tudi pol pomeni, da so notri semena zrela za pobiranje. Tako. Še ena greda s čebulo, tudi ta še vedno pokrita in bo ostala pokrita nekje do konca meseca maja. Tule imamo pobrano špinačo, glavni, ki pridejo na to gredo, sta pa visok fižol in pa koruza. Na tale greda je pa se mi zdi, da najbolj zanimiva in bomo odprli eno temo, ko še nismo, in to je, ko s kompostom zastiramo sama neprekopana tla, imamo prej težave s prerahlimi tlemi, kot pa s pretrdimi tlemi. Ker ko rastlina vzklije, rabi trdno oporo, iz katere bo potem raslo, torej tiste korenince mora imeti trdno oporo, da se ne usuši, če bi bilo preveč zračno vse skupaj. To je treba pa malo večja mera pri setvi zalivanja in pa jarek mora biti dovolj globoki. Če pa opazimo sami, da imamo res v kompostu tako spužvasto rahlo, je pa celo manj fajn tistega suhega komposta stran pobrati, ki se nam naredi tam nekje v aprilu, ko se malo suši. Da pridemo do tistega komposta, ki je veliko bolj kompaktni. S tem pa, ko to potegnemo v stran, pridemo mogoče spet do plasti, ker je malo več plevela, ker globje, ko gremo, veliko semen plevela in imamo tako gredo malo bolj zapleveljeno. In to je taka greda, kjer smo opazila zelo rahlo zgor plast. Spravi, ko smo gor stopila ali pa potisnila, se je stisnila dol in pa je kar kot na fedrah. Ja. Šla navzgor. In smo pobrali za eno šajtrgo komposta stran, to je ta krahu, ki je super za vse trajnice, recimo za šparglje, za okoli dreves, za okoli rož, nobena težava. Ampak za samo sklitev semena je pa seveda boljše, da je kompaktna so tla. In smo sejala in vidimo že v črtah, kak je vzklila rdeča pesa in pa tudi korenje, ampak tudi nekaj plevela seveda vmes, kar je pač ta izziv. Globje, ko gremo, več je plevela. Mislim, da treba te stvari, kakšne izzivi, ko so, seveda naslavljati, ker pri sadikah, če je rahlo, ni noben problem. Tudi njih posadimo globje, one bodo korenine podglale naprej v sami višini, kjer njim najbolj odgovarja, kjer je največja mikrobiološka aktivnost in dovolj kompaktna oziroma hkrati rahla tla. Pri setvi pa moramo imeti to v mislih, da prerahlo lahko včasih tudi izziv. Če ima slučajno kdo predstavo, da midva s takim velikim vrtom vso to zelenjavo, te viške okuhavamo, pa vlagamo, smo v bistvu kar precej lena oziroma trudimo se čim več vsega pojesti sveže, pa takrat, ko je v sezoni. Ampak letos smo bila z jagodami tako pač presenečena in toliko jih je, da sem prvič v življenju, res prvič, skuhala jagodno marmelado. Ker mi jagodne oziroma katerekoli druge marmelade pojemo glih toliko, kar jo kje od drugih dobimo. Vse naše jagode smo pa do zdaj uspeli pojesti čisto sveže. Sami. Vse sproti. Bil je res tak bolj zgoden pridelek 14 dni prej, kako smo že spoznali, da je bila letos naša sezona zelo zgodna. In dve stvari bi rad tle izpostavil pri jagodah. Ko jih vzgajamo na prostem, imamo v nekih deževnih obdobjih velike izzive, kar se tiče plesni, da začnejo tudi gniti sami zreli plodovi. Drugi izziv, ki pa je pa ta, da ko so jagode direktno gor na kompostu ali pa na sekancih ali pa na zemlji na tleh, zelo rade pridijo gor kačice, ki pač pojedo in začkar luknjo z vrta in nabere se jih 50-100 in dejansko pojejo cel plod. Zdaj, ker je to za domačo rabo, ker je to za najo, ne bomo zdaj si šla postavljati rastlinjaka zaradi tega, ampak ti zdaj treba obrezati, pa ni najbolj estetsko zelet. Če zmeri, predelka je bilo ogromno. In lepih jagod, ne? Ja. Borovničke odlično v teh posodicah uspevajo, malo jih je bilo treba že zalivati, ker res, kar smo predvidela, je, da se bo prej začel sušiti. Nimamo pa prave cevi za zalivati, imamo kar to ta mehko, me je napeljala ven iz rastlinjaka, torej vsakeč, ko rastlinjako zalivamo s kapljičnim, zalije tudi borovnice, ampak bi morala imeti ono trdo, tako da moramo tole narediti en upgrade še zalivanja pri samih borovnicah. Zadnji, pa šparglički. Ja, čisto za nami so pa špargli. Tudi teh smo se res najedli in zdaj je čas, da pustimo, da razvije nadzemni del, to listno maso, ki bo tu na tem mestu vse do pozne jeseni, dokler se ne usuši.
In ker šparglji rastejo zelo visoko, rabijo tudi oporo. In tudi to je bilo v tem tednu ena izmed nalog, da smo špargljem postavili oporo. In to je to za letos od špargljev, ne? Ja, Sezona je šla. Mogoče še kaga bomo daj pa v rižotkom Malo. trdali. Ja. Ampak pri teh vrvicah hitro se recimo raztegnejo, pa rate take ohlapne. Ni da damo vrvice zaradi tega, ker prije na urje pa lahko nam vrže vse okoli. Tamle pri vrvicah pa si damo pol en sekanc, eno palčko in lahko vrvico vedno zategujemo, zašrafamo, da nam napne nazaj samo vrvico, tako da imamo res to oporo čim bolj trd. Tlele se menijo različne zelenjave, takole izgleda, kako cveti zelje in takole izgleda, kako cveti kolerabica. Zelo zanimivo in vidimo, cvetovi so si podobni, te se križajo med sabo, dni, 2 dni na vrt in že se lahko cvetovi odprejo in čebele oprašijo en in drugega. To so te izzivi pri semenjenju križnic istočasno. Vidimo pa, da tudi pri zelju tista glava je začela kar nekako gniti, tudi pri kolerabici tisto debeljeno steblo, kjer je shranjena energija tudi, ali celo padla okoli. Moramo pa zvati, videli, kako se bo razvijali, če bodo semena se lahko lepo razvila. Hkrati so pa tukaj še rdeča pesa, korenje in pa tudi čebula, ki tudi že nastavlja cvetno steblo. Tukaj je pa ena velika ploha pokrita z agrotekstilom. Tukaj je prej rasel oves, ki smo ga porezali, se pravi ta nadzemni zeleni del, ki je potem se osušil, postal slama in ga koristimo za zastiranje krompirja. Ta površina tu, ta prekrita, je namenjena pa, da se bo po njej razraščale buče, melone pa lubenice. Funkcija je pa taka zelo preprosta, ampak učinkovita. Eno je, da je ta tekstil temne barve in dodatno toploto daje, kar odgovarja predvsem lubenicam pa melonam, ampak tudi bučam. In pa ta površina se nam ne zaraste, ne zapleveli, ali pa recimo lahko bi jo dali tudi po travnatem delu, je ne kosimo, je ne rabimo kositi in imajo prosto pot in površino, po kateri se lahko lepo razraščajo. Se že gužvamo v rastlinjaku. Tule bi lahko tole zasaditev po tej strani malo kar grška solata, ker s tem namenom je tudi bilo zasajen paradižnik, zelo zgodnji, potem zelo zgodnja paprika in pa tudi kumara. Ta želja po nečem hitrem, okusnem, domačem, ta je gnala tole zasaditev. Kumare so že mičkene nastavljene, paprike so tudi že, paradižnik že itak da je, ampak ta grška solata bo pa mislim, da konc mesta. Ja, še feto moramo narediti svoje, pa smo zmagali, ne? Pa oliva, ki pa bo za olivno olje. Paradižnik je res super, neprimerljiv okus z katerim koli kupljenim, tako da te so res tisti zgodnji, tudi grmičasti, ki že rdečijo. Tale na desni del pri meni so pa pač regularno, pomeni nekje v sredini aprila posajene sadike, zdaj že lepo cvetijo in nega je zdaj nujna na dan za plod, tako kot je danes, ali pa na dan za cvet, tudi pogojno lahko. Nega pomeni, da ga usukamo okoli vrvice, pol da odščipnemo stran zalisnike vse, da pustimo samo vrh. Pa jaz še rad naredim eno stvar, da pri vseh večjih paradižnikih, volovsko srce, pa tipa grapolo in podobni, pustim samo 3 do 5 cvetov na eno etažo. Fajn je, da to odščipnemo pol, ko že vidimo, da se je cvet zavezal, pomeni, da se je začel tvoriti plod. Pri češnjevih pa od nekje 10 do 12, pomeni višek cvetov odščipnemo stran, s tem dobimo malo sladke pridelke, s tem tudi ni tista etaža preobremenjena. Da bi se lomila ali pa karkoli. Imamo res take lepe polgrozde in tudi naslednji se lepo razvijajo in neko lepo razmerje med plodovi in pa samo listno maso od paradižnikov. Rastlinjak je tudi še vedno prostor za sadikce, ki bojo šle kmalu ven, pa že tudi za to drugo rundo, vse te prstične ohrote, listnate ohrote, peteršilje, spet blitve, pa tudi zelje bo sadilo kmalu. Imamo že noter že kalijo semena, ki bojo šle, pa te vem seveda kmalu ven. Tako da tole najn rastlinjaček, 4x7 metrov, glih prav veliki za te najne eksperimente.
pa za poletne paradajze, pa seveda za zimsko zelenjavo, ko bo pa pač v drugem delu leta. Veliko govorimo o vrtu, o gredah, o zelenjavi, ampak najno delovanje sega tudi izven ograde našega vrta. In tu zadaj je nasad kostanjev, ki bo čez leta postal res tisti pravi kmetijski del kmetije. In če te zanima malo več o samem vrtu, vzgoji zelenjave, o tej posestvi, videti vrt obilja v živo, junija so delavnice, so termini, lepo vabljen, da vidiš vse to v živo, da gremo čez detajle, da gremo še čez stvari globlje noter, v samo varstvo rastlin, v same priprave, tehnike kompostiranja in vse te stvari, ki so pomembne za sonaravno vzgojo zelenjave. Seveda moramo vedeti, da junija bojo samo termini, jeseni bo čas za družino, tako da izkoristi ta čas, ki je zdaj na voljo, te termine. Če bi pa rad čim prej se poglobil v samo vzgojo zelenjave, pa tudi tečaj sonaravno vzgoje zelenjave na voljo že zdaj. Več kot 13 ur vsebine, od vseh zelenjav, 45 zelenjav, od semena do pridelka smo posneli in je res top pogled za samo izmojstrice v tehnikah vrtnarjenja in osvojiti to samooskrbo v celoti. Hvala, da si vzel čas, da smo šli čez vrt, tole pogledali stanje v sredini meseca maja in uživaj v vrtnarjenju še naprej.